Dobrodošli v Besedi v družbi, kjer danes premišljujemo 20. odlomek iz seznama mojih 30 dni s Svetim pismom. In sicer smo nekako končali z evangeliji in danes začenjamo z apostolskimi deli. Prvo poglavje od 1. do 11. vrstice. Tukaj sva Matjaž brala nekaj enega uvodnega dela o Jezusovem prikazovanju po njegovem vstajenju, se pravi, in potem čas, ko je Jezus šel v nebesa, ko je bil v nebo vhod. Kaj se ti zdi, da bi bilo v tem odlomku nekako za poudariti? Ta odlomek je po mojem zelo pomemben za nas danes. Po mojem zato, ker pomeni točno prehod iz Jezusove zgodbe v našo zgodbo. Okay. Ja? Imamo najprej to povelikonočno dogajanje. Jezus se srečuje z učenci, je z njimi. Z mnogimi znamenji in dokaže, da živi. Ja, Luka to se potrdi še posebej. Ne? Te stvari niso bila neka sam prikazovanja, neka zdenja, neka religiozna občutja enih ljudi. Ne. To je realno, to, kar se dogaja, bilo realno. Jedo je z njimi. In Luka se zelo potrudi tukaj, da reče, ne, to so bile jasne, potrjene, dejanske, dokazane stvari, ki so bile očitne, in ki se ni zgodili eno ali pa dvema, mnogim se je zgodili. Poznaje apostol Pavel reče, da jih je bilo par sto teh ljudi, ki so Jezusa srečali. No, ampak to je zdaj to. Jezus je vstal od mrtvih, se pravi, Mesija je bil križan, Jezus je bil križan in Bog ga je obudil od mrtvih in s tem pravzaprav potrdil, da je on Mesija. To vstajanje od mrtvih moramo videti kot pečat, ki je prišel od Boga. Ljudje smo zavrgli Jezusa. Verske in politične oblasti so zavrgle Mesija, tega čudenega pridigarja tam iz Nazareta. So ga zavrgli, ampak Bog ga je pobudil od mrtvih in ga je s tem postavil, s tem pokazal javno, da je on Mesija. In zdaj seveda to vprašanje, ključno vprašanje se tukaj dogaja, 6. vrstica. Zdaj boš pa vendarle vzpostavil kraljestvo. Zanimivo je to, da oni še vedno niso preklopili z unega filma. Ampak glede bi rekel, zanimivo je, zakaj se nam zdi zanimivo. Njim je bilo to edino možno vprašanje, ki so ga lahko postavili. Zato, ker so vedeli, zdaj ti si vseeno Mesija, mi smo sicer že malo podvomili, ki so te obkrižali in tako naprej. Vidimo, tam so že rekel, prerok je bil, pri Emausu. Zdaj jim je jasno, Jezus je Mesija. To je zdaj jasno. Se pravi, zdaj je naslednji korak tudi jasen. Mesijansko kraljestvo. Kraljestvo. Božje kraljestvo se bo v polnosti vzpostavilo, Bog bo uničil vse skorumpirane politične elite, uničil svetovne vladarje, Cezarja bo sesul in bo vzpostavil svojo vladavino. To je to v tem kraljestvu Izraela. To je to, da se bo vzpostavil ta pravična Božja vladavina tukaj v svetu, vsa krivica bo uničena in tako naprej. To je bilo jasno. Oni so iz prerok vedeli, da Mesija bo to naredil. In zdaj oni niso mogli drugače vprašati. Ker zanimivo, 40 dni se jim je prikazoval in jim govoril o Božjem kraljestvu. On je prav izrecno o tem govoril. Je pa zanimivo tole, da on na to, ko oni rečejo, ali boš obnovil izraelsko kraljestvo, on ne reče, da ne. On reče, ni vaša stvar, da bi vedeli za čas. To je zelo važno. In tudi odgovor, ki ga pol da, ni toliko zelo kot bi mi mogoče mislili. Namreč, tole, kar najprej reče, je to, da to bo prišlo v svojem času. Bog bo vzpostavil svojo vladavino v svetu. Na ta način, da bo zelo uničeno, stvarstvo bo prenovljeno, mrtvi bodo vstali in tako naprej. Ampak zdaj prav je pa čas za nekaj drugega. In to je pa zdaj ta 8. vrstica. Tukaj pa zdaj tisto. In tukaj pa zdaj ta točka, ki se Jezusova zgodba pretoči v našo. To je Jezus sam pretoč. Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel na vas. Tukaj moramo pozoriti na detaljčke. Moč pa Sveti Duh se v Svetem pismu povezujeta prav z Jezusovim vstajenjem od mrtvih. Recimo, ko se Jezus krega s Saduceji,
ki pravijo, da ni ustajenja, on jim reče, ne poznate Božje moči. Aha. In to, da je Jezus vstal od mrtvih, je demonstriral Božjo moč. Ja? In samo ustajenje po različnih tekstih v Novi zavezi vidimo je delo Svetega Duha. Se pravi, ustajenje Mesije od mrtvih, njegovo opravičenje, njegovo postavitev za vladarja je delo Božje moči in Božjega Duha. In zdaj pa Jezus prav, vladarstvo, kraljestvo je vzpostavljeno v meni. Okay. V vas se bo pa zdaj to takole odvijalo. Dobili boste to moč in Svetega Duha zakaj? Zato, da boste postali pričevalci. Tako. In zdaj priča, seveda tudi, mi moramo to slišati v originalnem kontekstu. Priča pomeni, vi boste s svojim pričevanjem potrjevali, da jaz sem že vladar. Ni pričevanje sam, ok, Jezus je fajn ali Bog je, ne vem, to ono tretje. Ne. Pričevanje je, da Božja vladavina je že vzpostavljena. In v tem smislu je to tudi že vzpostavljanje te vladavine, seveda je pa to prvi korak. Temu moramo dobro prisluhniti, ker ta slika ni čist preprosta, da tako rečemo. Mi bi raje, da so stvari jasne. Mi bi raje, ali da Božje vladavine še ni, pa da jo čakamo pol, ali pa da je zdaj že. Ampak to, kar imamo pa tukaj, je pa točno vmes. Tista razpetost med ženščino. Tako. Je že in je še ne. In to je naša realnost in zato je ta odlomek po mojem zelo važen prav za našo krščansko identiteto, ker nas lepo postavi točno v sredo te napetosti, ki je pa kreativna napetost. Ki nas, tako kot jaz le prav, pošilja ven. Da gremo iz Jeruzalema po vsej Judeji, Samariji in do konca sveta. To je zanimivo, mnogi iz tega dejansko naredijo tudi teorijo evangelizacije, kako moraš res najprej začeti nekje, bom rekel, v svojem okolju, v svojem domu, in kako dejansko lahko to tako vidimo. Tvoj dom, tvoj Jeruzalem in tako naprej. Ampak spet moramo slišati zvok izpolnitve tukaj. Preroki so napovedali, da bo iz Siona, iz Jeruzalema, da bo prišla Božja postava in beseda vsem narodom. In tudi tale do skrajnih mej sveta, točno to imamo v Izaiju, če pogledamo 49. poglavje prav. Premalo je, govori Bog svojemu služabniku, premalo je, da boš ti sam Izrael porihtal. Ti boš moja drašina do konca sveta. In tukaj točno vidimo, da je obljuba je že izpolnjena. S tem, ker Jezus to komando da, se una starodavna obljuba že izpolnjuje. Zato so potem drugi novozavezni pisci rekli, na nas so že prišli konci časov. Zato, ker se že izpolnjujejo te stvari. To moramo vedeti, to je naš trenutek. Naš eskatološki trenutek. Ene stvari so se dejansko že izpolnile. Mi ne stojimo več samo kot eni, ki nekaj pričakujejo. Ne. Pravzaprav ključna stvar se je že zgodila. Mesija je že prišel in z ustajenjem od mrtvih je postavljen na mesto oblasti. In tudi potem, kar naprej tukaj na koncu beremo, da je dvignen v nebo in da sedi na desnici očetovi, to, kar v veroizpovedi, recimo rečemo, to moramo tudi vedeti, kaj to pomeni, ta desnica, spet mesto oblasti pri Bogu. On je dejansko že prevzel oblast in jo že tudi izvršuje. In ker je on šel gor, je potem prišel Sveti Duh dol. To recimo Janez lepo pove. Če jaz ne grem, ne bo Duh prišel, če pa jaz grem, pa pride Duh. Ja, se pravi, za vas boljš, da jaz grem. Tako reče, nekaj tako groznega, mislim groznega, da se to čuje zdi, ne bilo boljš, da bi Jezus tle, da lahko govorimo z njim, da se lahko zatečemo k njim na svet, da po to lažbo, pa ne prav boljše, da se ti Duh pride. In zato se mi zdi ta odlomek res čudovit, ker nas postavlja zelo jasno na velik načrt, na mapo, ki gre skozi zgodovino, od začetka, od stvarjenja sveta do konca, nas zelo jasno postavlja, kje smo mi kot kristjani zdaj, v katerem trenutku smo. Božji vladar je že postavljen, Božja oblast se že izvaja in na nas je zdaj, da v tej fazi to razglasimo. Ker evangelijon pa vemo, je razglas o oblasti. O Božji, o novem vladarju, ki je prišel. In to je seveda Mesija, pravičen vladar. On, ki vlada točno kontra kot vladari tega sveta. Ne s silo, ne z zatiranjem, ne z drobljenjem šibkih, ampak z ljubeznijo, s tem, da da svoje življenje. Zato tisti napis na križu, čeprav je globoko bil ciničen takrat, je pa v bistvu resničen. Jezus je tam že pokazal, kakšna je prava oblast. Jezus
Mesija, ne, kralj Judov. To je prav Božji kralj je tak. Ne. In to je tudi narava Božje vladavine, ki se zdaj v moči Svetega Duha. Ne. Se pravi, na nas je potem zdaj to, da naredimo to, kar so potem apostoli takoj zatem naredili, ne, gremo v molitev, moliti in prositi in iskati Svetega Duha in to moč. Potem pa bo več naslednjič, o tem, kako lahko pričujemo edino le v moči Svetega Duha. Tako. Hvala.